Hejo, valjda smo spet nazaj v bazi, zima je, projekti so in ja, dokler se malo ne utopli, bolj kaj ne lahko pričakujete content iz baze. Pozabil sem omeniti, da imamo en projektče od vseh tistih projektov, je v bistvu še en projekt, ki ja, sem ga po nesreč spustil in to je naš Stratofortress Nevara D23. Mislim, kakršenkoli projekt, to je, ja, nima veze z driftanjem, ampak dajmo reči, da ima neke veze s tem, da bomo lahko naredili kakšne hude drift posnetke. Ker, kar se dogaja na Nevari je to, da smo v tej fazi umaknili dol bullbar, ker nam je unapoto za to, kar pravzaprav počnemo. In kar počnemo je to, da fabriciramo nosilce za camera rig. Kaj je camera rig? Camera rig je, ko na avto lahko gor obesiš kamero in delaš neke rolling shote s tem. In plan je bil tako, da moramo to za letos narediti in končno smo nekako dobili vse potrebne kose, zrisali stvari, kako morajo biti narejene in ful hitro se nam bliža ena zelo velika videoprodukcija, kjer je kamera car rig must in ja, ta prav cajt, da to zmontiramo na avto, potestiramo, upamo, da bo delal. Ne samo to, kar bo treba narediti na avtu je, dajmo reči, kompleten blackout, se pravi, vse, kar je kroma, podeliti stran. Mislim, da za tole produkcijo nisem čisto siguren, kako nam bo to uspel, če nam bo uspel, ampak glede na to, da ne bomo šutali avtomobile, se te reflekšni pač pol tok niti ne poznajo. Tako da, definitivno v bližnji prihodnosti blackout oziroma krom deliti vsega. Zdaj pa, v prejšnjem videu smo omenjali, da imamo E36 ready, da navržemo motor in točno to bomo zdaj naredili. Titi že vse pripravil, tako rekoč, rabimo sam še dvigen ven motor, odklopiti menjalnik in to je to. Mogoče se bojo najdli kakšne stvari, da so v napoto. V glavnem plan je tak, motor ven, menjalnik dol, motor postaviti na nosilec za motor, dol pobrati karter, iz avta dol počen most pobrati, te stare rokce in ja, pripraviti vse v bistvu za nove kose, ki so pa by the way še na poti. Motor je zunaj, mogla sva še odšraufati volanski drog, zato ker se je kolektor zadeva volanski drog, ampak tako bi ga mogla odšraufati stran, ker pride nov in zdaj bomo dali stran menjalnik, zato da lažje porihtamo motor. Zdaj je MV-jak že odtegnen, odprej, eden manjka, pa kako, delal je. Vsaj do tega momenta. Takole, menjalnik je še dol, brez kakršnega koli problema, to je super. Zdaj le bo dala motor na nosilec za motor, da lahko vse skupaj malo si umaknemo. Definitivno bomo zamenjali še sklopko, ker so lamele že zelo na koncu in bi bilo čist neumen, da ne izkoristimo zdaj tega momenta in ja, damo gor nove lamele. In pol se lotimo mosta, se pravi, obradali most, obradali rokce, pripravimo vse za naprej oziroma ja, v mestnem času se še Nevari posvetiti, ker zelo kmalu gremo na produkcijo. Na BMW-ju smo dol vzeli motor, odstranili smo menjalnik, malo pauzo od BMW-ja, ker se moramo vršiti na Nevaro in dati gor wind deflectorse, ker mora zadeva malo cajta postati, da lepilo prime tako, ko se zagre. Ta zvok, ki ga slišite v zadju, je zvok grelca, sva s Titom pržgala še dodatno gretje, glih zaradi tega, da bolim delo tako, kakor mora. In ja, first things first, avto je v generalu bil čist, zagledaš vedno čist, ampak je kar malo že prašen.
Tako da najprej počistiti vso to podlago, kamor se bojo deflektorsi gor lepali in to je to. Quick and easy job done, wing deflectorsi so zmontirani. Če bi me pred časom vprašal okoli tega, kaj si mislim o wing deflectorsih, bi rekel, da je totalen no-go, ampak moram reči, da mi cool izpade. Pa ne zato, ki jih pač imamo zdaj gor na Stratofortressu, ampak naredi avto malo drugačen na nek svoj način. Še vedno se pa strinjam, da recimo na 350 ZX sigurno ne bi montiral. Zakaj wing deflectorsi? Stvar je taka. Ker buildamo karig, je potreba tudi po temu, da moramo kakšne kable na hitro potegniti v kabino, bodi si za sliko, bodi si za upravljanje z roko in tako naprej. In v bistvu je to ful dobra stvar, ker imaš dejansko lahko oken malo odprt, brez da bi ti veter pihal, brez da bi ti dež noter padel, če slučajno dežuje. In ja, po mojem je kar dobro odločitev in še enkrat, jaz sem zadovoljen z izgledom. Čeprav na kameri, po mojem, se jih toliko ne opaz, kakor v živo, ampak oni, ki boste videli v živo, dajte mi vaš feedback. Bear with me, ful bomo skakali čez naslednje video, iz enega projekta na drugega, ful bomo stvari za početi in kakšne stvari moramo delati, nažalost, usporedno, mislim, nažalost, se s tem nič ne narobe, tako da bomo malo skakali iz enega na drug avto. In zdaj nazaj na BMW. Kakor smo v prejšnjih videotih omenjali, se je problem na tem avtu pojavil, ko je počel most in sem vam to nekako malo probal pokazati, ampak pač ja, z motorjem gor, z montiranim in vsem se je to kar težko videl, medtem, ko zdajle je freaking očiten, koliko je tale most spustil totalno. Poleg tega se pa tudi vidi, kje so v bistvu na drugi strani most popravlja, ki je bil počen, ampak ja, očitno je, da ni bil toliko počen, ker je dejansko lahko roko noter porineš. Tako da komplet sprednji subframe dol, roke dol pobrati, amortizerje dol pobrati, nekako prepraviti stvari. Ne vemo še čisto točno, kaj bomo z šalcami naredili. Zna biti, da bomo te šalce stran porezali in rabljene, nove, originalne gor pošvasali. Bomo videli pač sproti, kaj se bo kaj dogajalo. Definitivno mora še nov most prideti. Ko pride nov most, damo gor Weissfab, ko pride vse tudi nove gevinde, namontiramo vse skupaj gor in vidimo, kje smo, ali bo treba še kaj pofabricirati ali ne. Definitivno bomo pa zdaj, ni motorje noter še malo izkoristili za porihtati par stvari, kakor so kabli, kakor je gasilen sistem, zapreti kakšne lukne, recimo tamle ful ogromna lukna, ki pač ni cool, da je, v bistvu po rulebooku niti ne sme biti, ker če se karkoli zgodi v motornem prostoru, da se kaj vžge, lahko ogenj ful hitro noter pride, plus tega, ko bomo to lukno zaprli, bo veliko bolj za voznika, kaj znam po temu, da ne prenaša dobre vročine, bo definitivno manj toplote od motorja se v kabino noter odvaja. Tako da, that's about it. Razlika in desni zglob proti levemu zglobu, tako da tudi to se bo še zanimalo.
Včeraj nismo zaključili videa, ker smo dobili sporočilo, da bo roba prišla pred pričakovanim terminom, kar je zelo čudno, ker ponovadi imaš nek termin, da boš dobil material, pa pride dan kasneje, 2 dni kasneje, 2 tedna kasneje ali pa tudi že kakšen mesec je kaj zavlekel. Tako da, kaj smo dobili? Nov most, ki je tudi že nekako predelan za tale V8 swap, je bila nekako najbolj optimalna rešitev, da to naredimo, ker, verjamem, da bi lahko dobili E36 most za dolge v redu ceno, ampak pol predelovati, toplo vodo odkrivati in tako naprej smo rekli, da pač nima smisla, če lahko dobimo stvar že pripravljeno in moram reči, da tale kit zgleda kar proper narejen, tudi kar pride zraven, se pravi tele poliuritanski nosilčki, pridejo nekako takole, zdaj edin treba videti, kjer je lev, kjer je desen, ampak ja, se stvar nekako takole pol sfiksira. I guess, ja, takole nekako, pač, kot sem rekel, treba je pač na avto pol videti, kaj kam pride. Tako da tole zelo luštna zadeva. In poleg tega smo dobili tudi drug karter. Karter, ulen za motor, ki je zdaj pač tle na glavo obrnen, tako da vam lahko pokažem, kaj je v bistvu sploh tukaj fora. Namreč, da se motor lahko bolj nazaj pomakne, bolj nižje pomakne, je pač obvezno dati gor drug karter, ker če ne se karter lahko usede na most in to pač ni ok. In to zgleda nekako takole, se pravi, tole je, da mora reči nekako spoden pokrov karterja, ki ima narejen že mount za oljno pumpo in v bistvu moramo iz ta strga pobrati v oljno pumpo in jo predelati, da paše sem noter in se potem to nekako vse noter ustavi, zašraufa, zraven seveda še komplet tesnil, se pravi tesnilo za pokrov, tesnilo za sam karter in pa tegale nismo še odpirali, vsi v bistvu potrebni fittingi in kosi za to, da lahko mi pumpo predelamo, da paše sem noter v tale karter. In pa še zadnji ključen kos za tale swap je drug volanski drog, ki je precej ožji od originalnega, ker tudi tukaj se zgodi, da je v bistvu volanski drog lahko hitro napoto, glih pri temu, ko bomo motor bolj nazaj prestavili, tako da mandatory piece. To je to za ta video. Mi se moramo zdaj posvetiti Stratofortressu in Camera Rigu, zato ker, kot sem že omenil, imamo zelo malo eno pomembno videoprodukcijo na sporedu in ja, kosi so prišli predčasno, kakor je bilo predvideno, kar je super, ampak to pomeni, da bojo mogli malo počakati na vrsto. Do naslednjič, veste, kaj morate narediti in pa see ya!